Tako je, kar nekaj zamerjanja. Mi seveda z veseljem pričakujemo vsako leto prvi šolski dan. Leto še posebej, kajti gre za največjo generacijo prvošolčkov v zadnjih 19 letih, 715 več jih kot preteklo leto, kar je res lepo sporočilo za začetek šolskega leta. Kaj jim sporočate? Sporočamo jim, da naj radi hodijo v šolo, da naj se veselijo, da naj se ne bojijo preveč domačih nalog, da naj dajo strahove na stran in se predvsem, kar se da dobro počutijo v šoli, da imajo občutek varnosti, varnega okolja in predvsem lepega prijateljevanja z vsemi sošolkami in sošolci. Kakšna posebna novost letos, če se ne motim, tuji jezik prvič v vseh drugih razredih? Tako je, to drži, postopno uvajanje smo zdaj zaključili, v drugem razredu tuji jezik, tudi veliko povpraševanje in zanimanja za izbirni, torej neobvezni izbirni predmet kot tuji jezik, v lanskem letu več kot 80%, enako pričakujemo tudi letos. Konceptualiziramo razširjeni program postopoma, pričenjamo s podaljšanim bivanjem in seveda imamo vrsto izzivov, s katerimi nadaljujemo. Zdrav življenjski slog, še posebej zato, ker si želimo, da je otrok v čim bolj naravnem gibanju, seveda tudi v zdravem okolju, pa seveda veliko drugih aktivnosti, kot so recimo mladi za mlade, športno gibanje, prehrana. Z vsem tem seveda pričenjamo kot vsako leto, še bolj intenzivno ob začetku šolskega leta. Hvala, kar se mene tiče. Gospa ministrica, kakšne vtise ste danes dobili tukaj na tej šoli? Oziroma so tudi vam otroci kaj sporočili, ko ste vi njim lepe besede prinesli? Sporočili so, da znajo in zmorejo sobivati, ne glede na to, z katere kulture, z katerega naroda prihajajo, da so med seboj prijatelji, da se znajo sporazumevati, se znajo igrati skupaj in uživati preprosto zato, ker v tem multikulturnem okolju zmorejo iskati tisto najlepše. Najlepše je, da seveda si zaupajo in da se imajo dobro, da se imajo fajn, kot so rekli. Hvala.